Danes sem se v Parizu udeležil mednarodne humanitarne konference za Gazo, ki jo je organiziral predsednik Macron. Razprava je bila živahna, na nek način pa smo se vsi strinjali z naslednjim. Nobenega dvoma ni, da je teroristični napad Hamasa na izraelske civiliste 7. oktobra potrebno najostreje obsoditi. In talce, ki jih je Hamas takrat zajel, takoj in brezpogojno osvoboditi. Pa vendar, če citiram generalnega sekretarja Združenih narodov, gospoda Guterreša, danes smo v Gazi priča ne le humanitarni krizi, ampak krizi humanosti. Bombardiranje civilnih ciljev, ki smo mu danes priča, je žal popolnoma nesorazmerno s pravico do obrambe, ki je Izraelu sicer nihče v mednarodni skupnosti ne odreka. Pozivi, da naj Izrael pri tem spoštuje mednarodno pravo, predvsem pa mednarodno humanitarno pravo, do sedaj žal niso bili uspešni. In po vseh pričevanjih s terena, tako strani humanitarnih delavcev, kot tudi delavcev Združenih narodov, je jasno samo eno. Ne moremo govoriti o dostavi humanitarne pomoči, če predtem ne pride do takojšnje humanitarne prekinitve spopadov. Premirje je tisto, ki je nujno, zato da lahko sploh govorimo o tem, da se ljudem, civilistom na terenu lahko učinkovito pomaga. Danes smo bili enotni, da mora humanitarna pomoč do prebivalstva priti takoj. Slovenija je na tem področju že marsikaj prispevala in ravno včeraj je vlada potrdila dodaten milijon, s čimer smo podvojili naš prispevek za pomoč Palestini. Pa vendar se vsi zavedamo, da je končni cilj le eden in edini. In to je trajen in pravičen mir v regiji. Pot do miru pa je le preko rešitve dveh držav. Slovenija si bo v svojih zunanjepolitičnih prizadevanjih in delovanju v Združenih narodih prizadevala natančno k temu cilju, k miru.